oseb v združenju, od 65, torej skoraj polovica, ni bil voditelj ne na svetu združenja, ne na DSV-ju, ne na taborni šoli, na nobenem dogodku, ki smo ga lani pripravili. In zaradi tega pravim, kar sem prej rekel, komunikacija z voditelji v EPP. Govorimo o veji, ker vemo, da imamo probleme, ker imamo velike probleme, ker članstvo pada, voditelji v EPP pa ne komunicirajo z državno ravnjo. Zavedamo se, da je tu v bistvu država tudi državna ravni, da moramo mi spremeniti določene stvari verjetno, mi na drugačen način pogledamo. Ampak rečem tudi vam, da ste delegati, povejte v stegih, če nekdo na državni ravni nekaj dela za EPP ali pa za voditelje. In voditelji ne grejo, ker se jim zdi brez veze, naj to sporočijo nazaj. Naj pokličijo državno vodstvo, naj pokličijo popar, ali naj se obrnejo na regijsko vodstvo, pač moramo začeti komunicirati med sabo. Ne morajo to iti na tak način, da državno raven nekaj dela, se trudi, potem pa tretjina združenja ne šmerila sploh. Ker tudi naslednjih 15 tegov, ko sem imel enega PP predstavnika enkrat nekje, to pomeni, da je bil lahko na svetu združenja, ker se sploh ni govorilo o tem, da bi mogoče za eno uro na DSV-ju, torej je v bistvu zadeva zelo vprašljiva. In vidimo, da dejansko za EPP je mogoče nekih polovica, pa še manj 20 stegov, ki so vključeni, ki se vrtijo na državni ravni, ki se pogovarjajo med sabo. Ostali stegi pa vsak sam zase. Je pa vse en voditelj nekje trud, mogoče mu rata, mogoče mu ne rata. Če mu rata, to, kar je dobnov, nihče drug ne izve, noben drug nima nič od tega. Če mu ne rata, pač nima nobene opore, združenje mu ne more pomagati. Zdi se mi ta komunikacija z voditelji v EPP res pač ena izmed ključnih točk. Ker mi smo zdaj v situaciji, da tudi ni, da bi mi zdaj združeno kar vedeli, to je treba narediti. Pač ne, probavajo se stvari in zaradi tega se mi zdi, da se zavedamo, da smo skupaj v tem. Ok, voditelji, to ste vi. Vaš največji problem je pomanjkanje časa. To je stvar, ki gre kar naprej, skozi in skozi se v bistvu pojavlja. Ljudje, ki so nehali voditi skautom, so nehali, da niso imeli časa. Ljudje, ki bi načeloma prirali prostovoljci pri skautom, se bojijo, da imajo premalo časa in naši voditelji ne verjamejo to, da pač nimajo časa. Zdaj, a je to simptom nečesa drugega, a je to pravi problem, je v bistvu stvar debate, ampak sigurno je to ena stvar, s katero moramo delati. Naslednje stvari, katere ste še govorili, vi voditelji, oziroma kaj so vaše težave, je recimo sprememba življenjske situacije. Naprimer, nekdo dobi zaposlitev, začne študirati v enem drugem mestu in ima kar nekaj težave s prihajanjem na srečanje, ker se mora z nekje voziti, ker je to, ne vem, v sredo po dolgem šihtu in tako naprej. Torej, sprememba časa pa sprememba življenjske situacije sta dva največja problema, ki sta se pojavljala povsod, pri intervjujih, v anketi, pri okrogli mizi. Naslednja taka stvar je podpora za izvajanje duhovnosti. Veliko voditeljev, predvsem v EPP, se ne čuti sposobne sploh izvajati duhovnost oziroma katehezo. Zdi se jim v bistvu, da niso še sami dosti zreli, da niso dosti pripravljeni na te stvari. Potem naslednji problem so menedžerske veščine, kot so naprimer vodenje skupine, upravljanje s časom, motivacija voditeljev. Predvsem je ta problem značilen za stegovodje ali pa recimo za četovodjo, če imaš 2-3 voditelja s sabo. Torej, kako sploh delati s sami voditelji in pa še dva razloga sta bila, zakaj so ljudje nas zapustili, ker se niso čutili povezani z ostalimi skauti, ampak ker niso dosti poplačani za svoj trud. Ta zadnja stvar bi jo mogoče mačkaj izpostavil, torej nisem poplačan za svoj trud. Ljudje si veliko želijo, da jim nekdo reče saj hvala. In kar se dogaja, pač praktično je v bistvu, da pri tem se sploh niti oni ne zavedajo, da smo tudi vsi prostovoljci. Ampak pač tako je, da če si ti razbijem stegovodja, si pač prostovoljci. In tudi, če imaš enega voditelja, ki, ne vem, mogoče ti na pol svojo ne hodi, pa kadar mu rečeš, da nekaj naredi, je vedno vse nekaj na pol narejeno, ta voditelj še vedno pričakuje, da mu bo nekdo rekel hvala. In tudi ti, ki si stegovodja, mu mora reči hvala. Čeprav v bistvu tebi ne dela on nobene usluge. Ampak tako je, ker z njegovega vidika on še vedno daje svoj prosti čas, še vedno dela prostovoljno, še vedno hodi za ston. In tega se mi premalo zavedamo, ne znamo pač ljudem reči, ne vem, hvala, ki si bil, hvala, ki si delal in take neke stvari. Na osnovni ravni, na ravni združenja tudi so neke stvari, bom pa na koncu tudi razmišljamo, da bi se kaj naredil. Ok, konkretna priporočila.
Prva stvar, ki bi jaz rekel glede časa, je, da potem, ko smo se večkrat pogovarjali, tudi prejšnji teden smo bili recimo z Žigatom Poznecem na eni konferenci v Londonu, ki je bila ful dobra, ta problem časa je problem, ki ga imajo vsi skavti na svetu. Podobna raziskava, kar smo mi delali, so se tudi v drugih državah delale in ene raziskave so zadeva še več bolj razdelale, bolj podrobno. In dejansko je v bistvu zadeva v tem, da niti ni tako velik problem čas, kot je problem vsa ona dela, ki imajo veze z neko papirologijo, z neko administracijo, z nekimi poročili in tako naprej. Ta del tega časa, ki ga ljudje dajo nam, je tisto, ki ljudi zamori, ki se jim ne da, ki se reče, zakaj se moram s tem ukvarjati, zakaj moram to bazo vnahrati in tako naprej, zakaj moram, ne vem, en vikend načrtovati, to res ni tisto, za kar sem prišel. In ta v bistvu del časa v resnici predstavlja večino časa od tega, kar so ljudje aktivni. Zato bi jaz rekel, da boste sami voditelji pri sebi in pa tudi v svojih pozorni na to prvo točko, da probate biti 70% svojega časa, ki ga date s člani, pa nekaj 30 ali pa rečemo 40 sem porabiti za vse ostale stvari, za načrtovanje, za svoje, za administracijo, za ne vem kaj vse, kar delate. Ne gre zdaj tukaj zato, da bi hotel zmanjšati. Vidite, kakšne analize mi delamo in se nam zdi načrtovanje še vedno zelo pomembno. Ampak tista stvar je v tem, da naše delo ima največje rezultate, kadar smo s člani. Kadar mi ena na ena delamo z nekom, kadar se z nekom pogovarjamo, ga peljemo na izhod. In takrat prvič sami dosegamo največji učinek in drugič pač v bistvu tudi člani to najbolj prepoznavajo kot ta odnos, kot nekaj vrednega, kar pri skavtih dobivajo. Zaradi tega se mi zdi, da je v bistvu ful pomembno, da se določene stvari začnejo optimizirati v to smer, da vi kot voditelji prostovoljci res čim več časa preživite s svojimi člani. Druga stvar je, imejte svoje enkrat na mesec. S tem, če premaknete sklo na enkrat na mesec, namesto vsake 14 dni, ste pridobili že ogromno časa. To pomeni, da vsak drugi teden imate en večer fraj. Ker vse vem, da se vsakmu zdi, kako ne imamo sklo enkrat na mesec, če imamo tu ful velik dela, tu ful velik stvari se zapogovarjati. To je res, to vas čisto razumem. Ampak pogledajte zdaj, pejte pogledati od zgoraj. Pomislite, koliko drugače delate kot lani, ko imate sklo na vsake 14 dni. A res toliko drugače delate? Ali se v bistvu pogovarjate, ne vem, katere sreče boste kupili, kdo bo prijavil razpis, kaj boste dali na Facebook, neke take stvari, ki bi v bistvu lahko jih nekdo naredil, ki bi lahko naredila neka manjša skupina, ki sploh niso stvar debate celega skloja. Ker zelo veliko in zelo veliko se kaže, da je v bistvu ta druga stvar, da se ljudje na skojih pogovarjajo, da sklo ni organ, kamor bi prišel, ker bi se predstavljali neke stvari, bi se zglasovalo, se ene stvari odloči, potem se pa ne izmenjuje izkušnje, se ima čas za mentorstvo, se ima čas za katehezo, ampak je skloven organ, ker se eno uro debatira o najcenejši ponudbi za sveče in tako naprej. Vse govorim zdaj sveče, ker pač je to aktualna tema zdaj. Pač se to je v redu, pač itak, ampak aj res rab cel sklo to početi. Mislim, da je v bistvu, torej govorim na ta problem časa voditelju. Vse mi lahko rečemo, ok, bomo pa ukinili en DSD, pa smo vam pošparali en vikend. Ampak to je še vedno ful manj, ker se lahko časa pošparal v skoju. Skoj je v bistvu tisti čas, ker vi niste zvoditelji, ker je administrativen, ker vi vodite in ker je ona prva točka, ker mi, kot izvršni odbor, ko smo se pogovarjali, ocenjujemo, da je tisti prihranek, ker je v bistvu se največ enega nepotrebnega časa zgubi. Pa ne mislim bun čas, ko vi greste pa na pivo ali pa na pico ali pa nekaj, to je čisto super, ne? Ampak da se tam ta zadeva samo večkrat zmanjša. Naslednja stvar, ogromno prebajev se tudi odloča, da nas zapušča, ker pač se načutijo, da bi bili voditelji, v smislu, da vodijo vejo, da so, naprimer, četovodje, klanovodje. In pa nekako kar ne vidijo smisla pri skavtih, čeprav bi še vedno radi kaj pomagali. Po drugi strani imamo voditelje, ki jamrajo, da pač nimajo dosti časa, da ne zmorijo vseh stvari svojega, ker imajo premalo časa. In ena stvari, ki bi lahko začeli delati, predvsem tisti svoji, ki imate težave z voditelji, je dajte te PP-je, ki niso šli za četovodje, probati vseeno vključiti v steg. Tak PP vam lahko še vedno pripravi eno stegovo srečanje, pa pomaga zdravo, lahko kuha. Na začetku je to še vedno ni voditelj, ne morate mu reči, boš pa ti razpis napisal. Ne bo napisal razpisa, ker ga ne zna in to zahteva izkušenega voditelja. Ampak lahko pa, ne vem, vnese vse člane noter v neko tabelo, lahko skrbi za Facebook, mogoče, lahko skrbi za spletno stran, polno nekih stvari,
ali ne vem, lahko vam dela plakate, če ima neke dizajnerske sposobnosti, nimam pojma. Te ljudi sigurno lahko vključimo in jih ponavljamo. To v bistvu je neka sila prostovoljcev, ki mi kar rečemo, ja, okej, ne greš za voditla, pa te pa ne rabimo. Pet kam drugam, v bistvu bi nam pa človek rad pomagal. In druga stvar, je vključevanje ne-skautov v skvo. Naprimer, je nekdo star 24 let, pa bi rad postal voditelj. Mislim, ki nima voditelov, ampak ga kar ne vzajmejo. Celo se je neka fama razširila, da taki ljudje niso primerni za voditelja. Ker je čisto zgrešeno. V tujini vse posod te ljudi itak vzemajo noter in jih zelo hitro integrirajo. In tudi pri nas smo včasih imeli prav taborno šolo, hodiva skupaj, ali kako se nekaj tazga je bila, kjer smo v bistvu tiste, ki niso imeli prej izkušen, pa so hoteli biti voditelji, probali vključiti v združenje. Zdaj, če pač en stek je pred tem, da bo ne vem, zaprl eno fejo, ali pa pač vzel dva voditla, ki je res, da nimate skautske izkušnje, pa ne veste veliko skautov, pač vseeno je po mojem bolj vzajme ta dva voditla in proba zriti eno mentorstvo, jih proba poslati na kakšno taborno šolo, nekako integrirati in v enem letu pa dveh boste čisto dobro delali. Moramo se zavedati, da v bistvu vsi naši stegi so nastali z ljudmi, ki niso imeli pojma, kaj so te skauti. Jaz vem, da naprimer v Novem mesecu smo imeli mešane vode na začetku. Ker pač tisti, ki so stvarili, so rekli, ja bomo imeli pa mešane vode. Dokler ni še ena taborno šolo, pa sem jim tam razložil, to je pa malo čudno, mi imamo fantovske pa ženske vode. Pa smo vseeno preživeli. Mislim, hočem reči, seveda, če vzajemo ene ljudi, ki niso prej člani v skvo, se bodo dogajali kakšne čudne stvari, ki se bodo stvari po svoje razlagali. To morate pričakovati, zaradi tega rab mentorja, zaradi tega rab stegovodja, zaradi tega morate na taborno šolo in tako naprej. Ampak še vedno bojo oni otroci imeli program. Mi smo se imeli še vedno fajn, čeprav smo bili v mešanih vodih. Jaz nisem prišel potem, ko sem že dobravil, recimo, kar so drugi govorili. Pač, moramo vzeti v zakup, da če bomo sprejemali nekaj ljudi, ki niso bili prej člani, oni ne razumejo vsega, kar mi počnemo, ampak bi radi pomagali in to je včasih že čisto dost. In pa zadnja stvar, čeprav bi mogoče mogla biti prva, je vloga DA-ja. DA mora biti najprej DA v skoju. Pomeni, če ima DA 2 uri časa na mesec, naj bo na enem skoju. In na enem skoju pač imate katehezo. In če boste imeli sam katehezo in nič drugega, bo to že kar dobro. Če ima DA 4 ure časa na mesec, naj bo 2 ure na skoju, pa 2 ure v VIPP. Šele potem pride na vrsto veja IV, VV in ostale veje. Zakaj? Ker itak imajo DA in te veje pri verouku. Vsi naši člani do 15-16 leta so pri verouku in imajo stik z duhovnim asistentom. Medtem, ker PP-ji pa skojevci pa tega stika več nimajo, razen če so sami tukaj samoiniciativni, kar zelo velikrat niso. In tam, ker mi ne bojo rabimo duhovne asistente, predvsem zdaj, ker imajo manj časa, ker imajo več obnih, ker so ful obremenjeni, tam, ker jih mi rabimo je skvo, pa PP. Ker vsak od vas voditelj je sposoben odfurati katehezo za vejo IV. Če ne drugega bo pač vzel malega princa, pa prebral neko znanje odstavko o vrtnici. Pa čisto dobro, vsako leto bo palil. Medtem, ko VIPP je drugač. Teže je. Mislim, malo karikiramo, ampak pač dejansko teže je. Ne mora kar, ne vem, en 23-letnik, pa 22-letnik, za 20-letnika, ki ga po možnosti še včas skupaj, ki je zažurata, zdaj neko hodo katehezo fura. Ful težko je. In tam rabimo DA-ja. In predvsem ga pač tudi rabimo v skvoju. Ker se zdaj pač skozi govorim, je, da skvoj je ono točka, ker se nam ljudje kurijo. Ker traja 4 ure, ker gre na živce, ker so neki konflikti in tako naprej. Tako da vloga DA je znotraj z tega, pač DA je v prvi fazi mora biti v skvoju. Ker če bomo voditelji imeli pri sebi štimno duhovnost, pa te stvari, bo tudi po vejah. Če pa pri voditeljih ne bo, je pa čisto razmeza, če on potem tam v BB ali pa v neki čara, ker do 21 leti se bo že vse zgubili. Tako da ta zadnja se mi zdi taka močna. Potem je par stvari glede komunikacije. Na to komunikacijo mi nismo dosti pozorni. In zato se nam dogajajo določene stvari. Prva je pozornost na kontakt s starši. In to so osnovne stvari. Dajmo ljudi gledati v oči in stisniti roko, ko pride na srečanje, jih znati poklicati, ne samo SMS, pa maile pošiljati in tako naprej. Vem, da predvsem, ko si star 20 ali 21, je ful težko, tam se ti pa vozijo neki starši, eni v dobrih avtomobilih, pa neki jezno gledajo, pa ne vem kaj, ko so mogli svoje otroke pripeljati na srečanje v soboto ob 7 zjutraj. Ampak starši vam zaupajo svoje otroke.
In ne vem, jaz ko imam svoje otroke, se mi to zdi ful pomembno. Da ko jaz nekam, ne vem, otroka pripeljem, me tam znajo pogledati v oči in reči, živijo, kako ste, vaš je v redu, ja, tako naprej, kako mu gre v šoli, karkoli. To je nek osebni stik, ne pa da voditelji pa, tu so nam starši govorili na okrogli mizi, voditelji pa stojijo pri vratih, tam čakajo, niti ne gre tja, nič, pa zginejo noter, pa pridejo otroci, umazane hlače, raztrgan, noben nič ne reče, oni vsem gledajo, nič jasno, ne. No, so prišli na okroglo mizo starši, ko so se prepeljali v Ljubljano iz regij po Sloveniji, torej eni tudi po 100 km daleč. Najbolj zagreti možni starši, ki jih skavti imamo. Niso vedeli, zakaj imamo oranžni kroj, niso vedeli osnovni stvari, kaj pomeni naš pozdrav, kaj je čop, nič niso vedeli. Pa so še vedno govorili, skavti so fajna, ful pomagajo po razvoju in tako naprej. Ne? Ok, razen Munka je bil bivši član naš, je bil nekod skav. Pomeni, mi moramo starše izobraževati o tem, kaj delamo. Najprej imeti osnovno stik z njimi, potem pa si znati vzeti čas. Imate sestanek, še 5 minut zdravo, kaj je skavtska metoda. Ne več, itek, oni nima časa, 1 uro tam poslušati. Namesto ne vem, da imate sestanek 20 minut, da imate 30 minut, pa dajte 2 stvari, pa vsakič 2 stvari. Ampak treba je staršem razlagati, kaj mi delamo, zakaj je pri nas skupina, zakaj grejo otroci sami na izhod, zakaj mi imamo sekere, čeprav so ostri in tako naprej. Ker ko se eno nekaj naredi, pa če se ti staršem na ti, pa si se pozdravljal pa tako naprej, pa zmeri, kako v mestu vidiš, živijo pa tako, ne bo nič. Če te pa staršem pozna, pa da skozi malo čudno gleda, pa še enkrat nekaj se te malo rezal, tako je lahko halo. Za čist brez veze. In mi starši ful s tebo komuniciramo. Tu se nam zelo jasno da starši vedeti na splošno kot združenje. Naslednja zadeva je opis novih, kar sem že prej govoril, sem se da še enkrat podarim, torej, če hočemo imeti več PP-jev, moramo razviti neke programe, moramo dati priložnost, da se dejansko ali pa za 1 ali pa za 2 dni postanejo naši člani. In pa zadnja stvar je župnija pa lokalna skupnost. Mi skavti smo tudi navzven videni kot velika in kot močna organizacija, ki ima veliko članov. In ko so neki župniji skavti, ima tudi župnija do nas določeno pričakovanje. In ne moramo mi samo iti v gost, imeti tam prostore, imeti tam srečanje in nikoli nič narediti za župnije. Že v osnovi ne. Pomembno pa je, da tudi v bistvu zato se nam pod komunikacijo na nek način se zavedamo, da je tu, mi smo ena organizacija, tam je župnija, so še mogoče druga organizacija v župniji, je župnijski svet in tako naprej, in da se tudi čist tiskama PR česa, pa tiskanje hod na MSS pa tako naprej, da se tudi zaveda, da je župnijski svet, da mogoče gremo tja, nekateri steki imajo celo predstavnika tam, da sodelujemo, da se pogovarjamo z župnikom, da smo vidni, ko ima župnija neki praznik ali pa neko čaščenje, je jasno, da smo tam tudi skavti, ne pa da, grihte, ker imamo jesenovanje, ne, nimamo jesenovanja. Če ima cela župnija praznik neko posvečenje, smo tam tudi mi. In moramo mi, kot voditelji, poskrbeti, da na začetku leta vemo, kdaj ima župnija, kateri so pomembni datumi in da se tam splaniramo zdravljenje. To je enako naša odgovornost, kot je odgovornost župnika. In pač skupaj moramo prihajati. Vemo, da je nekje zdaj težko, ampak v splošnem pravim, da se moramo truditi, ker to je naše okolje. Mi v bistvu, kakorkoli že pogledamo, kakšnekoli od nas imamo, smo vseeno ful odvisni od cerkve. Ne samo za tega, ker smo odvisni, ampak tako pomislite, kje imate prostore, verjetno za njih ne plačujete najemnino. Kaj bi se zgodilo z vašim članstvom, če bi župnik dvakrat to znano, skavti, to ni več v redu. Kje dobivate nove člane? Ko je župnik poznal prvo ruku, skavti vpisujejo, pa reče, koliko ruka pričakujem, da ste še na svetopizenskih uricah ali pa na skavtih, grejo vsi na skavtih, da smo bolj kul. Tako naprej, ne? To se dogaja po enih krajih, ne? In treba je potem tudi župnije vračati, ne? Saj ni treba ne vem kaj, ne vem, včasih se nese kakšno bandero, kakšna skavtska maša, kakšne piškote se razdeli po žlegnjenju, pač to ni več tazga, ne? Super je, če znate narediti nekaj tazga, nek projekt, da ste več, kot samo delivci piškotov, ne? Da pač, ne vem, mogoče skavti enkrat nekaj pripravite, ali pa vi pripravite, ne vem, nek dan za starša, ali pa ne vem kaj, mogoče v laboratoriju, karkoli. Ampak če ne drugega, da delite piškote, je pa res minimum. Ker veliko ljudi rečejo, ne, sem župnik, smo samo za deliti piškote. Minimalni standard. Minimalni standard je, da greste deliti piškote. To je minimalni standard. Spodbujamo vas kot združenje, ne, da probite delati kaj vsebinskega, ne, da ne zraven tega, da delite piškote, še pripravite turnir v odbojki, ali pa povabite nekoga, pa ima predavanje za starše v vzgoji. To je super. Minimalno so pa piškoti. Pa še nekaj zabiti, ja. Ok. Tu so za neka čisto konkretna priporočila, probal sem biti čim bolj konkreten za lokalno raven, torej kaj lahko vzemete, nesete s tabo v stek.
Kar bi rad rekel je, da se določene stvari dogajajo na državni ravni. Prvo bi rad izpostavil regijska vodstva. Tukaj zdaj vidimo eno, rečemo, mapa z tega, kjer smo zdaj z regijskimi vodstvi zadnje 2 leti dosti delali na tem, da so se zbrali in podatki in pač tudi debata, katere so zdaj oni kazalniki, ki so za steg pomembni, recimo število voditelj po vejah, kako voditelj dobiva stege, kakšna je izobrazba imajo voditelji in tako naprej. In v bistvu zdaj, ker ima vsako regijsko vodstvo, ima na nek način za nek steg narejen neko tako osnovno analizo stanja. To pride iz tega, ker ste vi oddali ta poročila letna, ko smo vas sprašvali, kaj so največji problemi in tako naprej, in pa iz nekih stvari, ki so čisto iz baze podatkov ven dajo dobiti. Vse skupaj sicer dela nek računalniški program in v letošnjem letu bojo v bistvu regijska vodstva, ko bojo imeli, ne vem, v Ljubljani Svečejanke, na Primorskem bo Bandima, Mariborčani se bomo danes zmenili, kaj bo, ampak kako bo regijsko vodstvo prišlo nekam na obisk, bo imelo te podatke zbrane, mogoče vam jih bo že prej posredovalo in boste lahko potem ena na ena se pogovorili z nekimi ljudmi, kaj se dela, zakaj se dela in v bistvu neko tako osnovno spremljanje stegov. Potem naslednja stvar, ko v bistvu rečem tudi, ko se dogaja, pa v bistvu iz tega vidika, so te dogodki, ki je zdaj bil eden od stega do stega, kjer bomo probali z regijskimi vodstvi ali pa pač v Ljubljani ali pa kjerkoli narediti kakšne take zanimive 2-urne večere. Prejšnji je bil na temo izmenjave izkušenj stegov, ko sem imel mednarodni projekt, ne vem, lahko bi bil kakšen tudi na PR, ne vem, na vzgojni namen, kakšnekoli težave že imate, se pač mečkam povernište med sabo, pa regijsko vodstvo se bomo uskladili, pa bomo probali delati take dogodke. Poanta pa bo v tem, da boste vi stegi delili svoje izkušnje z drugimi. Torej ne, kaj zdaj mi mislimo, ampak pač en steg je nekaj dobro dela in drugi stegi poslušajo, take 5-minutne predstavitve. Potem bi rad naredil še reklamo za program Botrstvo, ki sicer že od lani. Oni stegi, kjer ste krizni stegi, lahko kontaktirate Matejo Jaklič in potem se proba najti enega trenerja ali pa nekoga, ki predvsem dela ena na ena stegovodjo. Torej gre za, ne vem, par srečanj, 2 ure dolgih, vsake 2-3 mesece, kjer nekdo bolj izkušen, vam proba pomagati, vam proba biti v oporo, malo svetovati in tako, da se probate zlesti iz neke krize. Pač mišljeno je res za one stege, kaj je gre slabo. In pa naslednja pomlad bo tudi stegovodja, ki bo vzpostavljanje prav ciljeno na te menedžerske veščine, upravljanje s časom, vodenje skvoja, team building in te stvari, motivacija voditeljev. To je nekaj, potem pa še druge stvari, ki so torej, rečemo, mečkom posledice te raziskave, tudi da malo veste, kaj se bo dogajalo. Vidi se že, da ima skotic zdaj kar strani za starše, ker mame pošiljajo ena pisma, pa mečkom bolj vsebinske, to smo zano že čez poletje dosto na vezi. Potem zdaj je zaposlen v pisarni, ki bo imel čez ta program Postani scout, ker imamo že kontakte z nekje 15 kraj po Sloveniji, da bi se mogoče ustanovil nov steg in bo tam bile ene predstavitve in potem se bo vabilo te ljudi naprej na dogodke združenja in tako. Oblikovali smo en trop za VJPP, ki sodeluje z državnim vodstvom, ki mu rečemo trojček, pa za duhovnost. Ne tak trojček. Pač, trojček, ker so trije entitete noter. In pa na samem delovanju svojo razmišljamo, ne vemo še kaj bi, ampak razmišljamo, da bi se torej v smislu predvsem poenostavitve in tako naprej, da se neke stvari naredijo. Tudi malo na hiter. Zdaj pa čas za vaše vprašanje. Jaz sem dal spremenil PowerPoint. Imamo še 5 minut za vprašanje. A pa za, ne vem, ideje, pobude, razmišljanje, karkoli. Jaz sem vprašanje. A te mapce z analizami, lahko mi dobimo regijskih Ja, torej mapce z analizami so zdaj narejene na 80%, delamo še... En aplavz za Nejca Kurbusa.
Ne, tukaj spredi že šparamo sedež zate, tukaj pozdravim poveljnika. Ok, lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Franci, prihajam iz Novega mesta, v združenju sem pa poveljnik za podporo voditelom in sem v preteklem letu koordiniral raziskavo RAS 2015, katere rezultate vam bom zdaj predstavil. Pa preden nadaljujem, bi sem naredil eno poizvedbo, glede na to, da sem zadnji časa na vsakem dogodku, me zanima, koliko od vas je že slišalo te rezultate, da dvignite roke? Ok, več kot pol, super. Pa bomo šli lahko hitro čez. Ok, kar še naslednjo, še eno naprej. Torej, zakaj smo se sploh, mislim, vsi, ki ste nas slišali, vidite, da imamo zdaj malo drugačen PowerPoint, ne? Torej, zakaj smo se sploh odločili za delati raziskavo? V bistvu na tem grafu vidimo, kako se nam giba članstvo v VIPP, in vidimo, da nekje leta 2004 smo mi imeli skoraj 1000 članov v VIPP. Lansko leto smo jih imeli samo še 705. Torej, v preteklem skavtskem letu, oziroma v 2015 smo šli pa mačkan že gor. Zdaj, če pogledamo, naprimer, v to leto 2004, to je bilo tisti, ki smo zdaj stali tam mačkan po 30, smo bili ta čas še v klanu, in če pogledamo pa naslednji vrh, če da še kar še naprej. Ni dogodka, torej, če pogledamo tam, kaj je bil Jamboree, kaj je naslednji vrh, tam okrog 2008, ste pa večinoma, koliko pa se bo tukaj še vklano na Jamboree? Koliko se bilo pa očeti? Ja. Ok, tudi si predstavljam, koliko se bilo pa tukaj že voditelom na Jamboree? Nekaj. Tukaj, mislim, kar hočem zdaj naslikati, da si predstavljate, torej, iz teh dveh vrhov, ki imamo 2004, pa tam, ki je po Jamboree, iz teh dveh vrhov ta generacija voditelov zdaj odhaja. In zdaj bo prihajali voditelji iz te generacije, ki je bila že velika okrog 700 članov. In če vemo, da je na modri črti vidimo voditelje in če vemo, da je v tem trenutku je voditelj okrog 830 in da smo mi ven iz 1000 skoraj članov, pa iz 850 članov dobili ven 830 voditeljev, zdaj prihajajo naprej generacije, ki so velike okrog 700, pa bomo ven iz tega dobili 600 ali pa 500 popotnikov, si lahko predstavljate, koliko se bo naše združenje zmanjšalo, če mi ne bomo nekaj naredili na področju VIPP. Predstavljate si združenje, ki ima namesto 800 voditeljev, samo 500 voditeljev. To je, ne vem, 15 stegov manj. Ali pa ni cele državne ravnine, ali pa nekaj tazga. Tako da, v bistvu v tem trenutku ni zadeva še tako nekaj kritična, da bi rekli, da nam prav zdaj teče voda v grlo, ampak če ne bomo se zdaj kot združenje nekako obrnili, nekaj spremenili na tem področju, potem lahko pride naslednja generacija, recimo takrat, ko boste vi v izvršnem odboru, in kar naenkrat se začnejo stegi umirati, kar naenkrat se bo začelo dogajati, da bojo ljudje rekli, da bi postali voditelji kar klanci, ko so stari 17 pa 16 let, da pač drugih voditeljev ne bo, en kup takih stvari se nam začnejo dogajati. Zaradi tega smo se v bistvu odločili sploh, da gremo v to raziskavo. Naslednji slajd. Najprej bi reči sploh da se sploh vemo, o kakšnih številkah se pogovarjamo. Če bi v vsak steg v združenju imel 100 članov, to pomeni, da bi imel Bobrčke, Vočiče, Zvidnike, Negociatke, Planovce, plus Skvo bi mogel imeti okrog 100 članov, bi lahko imeli v združenju 7000 članov. Imamo jih pa 4500. Tako da v bistvu v tem smislu že svojega potencijala ne dosegamo. In če bi pa hoteli mi, rečemo biti veliki v nekem svojem segmentu in rečemo, da je vseh mladih v Sloveniji približno 400 tisoč in da je vernih nekje 200 tisoč in da hočemo imeti 10%, da rečemo skavti, hočemo imeti vključenih 10% katoliške mladine, potem bi mogli imeti 20 tisoč mladih. V tem smislu, da bi pač rekli, ok, mi smo skavti, imamo 10% katoliške mladine, imamo 20 tisoč članov. V takem smislu nekje bi po mojem mogli razmišljati. Kar naprej. Lahko mogoče nazaj še.
Tukaj je nekaj komentarjev, kar povejte. Torej, mislim, ta 40 000 je realna številka, če pogledamo osnovno šolo pa od 15 do 29 leta. Tudi mečkam, da si predstavljate v bistvu zakaj. Torej, ne samo zato, ker nam zdaj mogoče v HDP ne gre preveč dobro, ampak tudi v resnici mi kot združenje nismo zelo veliki. Čeprav smo člansko veliki, pa imamo veliko članov, pa mogoče ne obstajajo druge organizacije v Sloveniji, saj katoliške, ki bi imele več članov, kakor nas to bolj kaže na sliko, koliko je v bistvu katoliška mladina v Sloveniji na splošno, da se slabo organizirana in mi kot skavti bi lahko nekaj naredili. Ok, gremo naprej. Raziskava sama je potekala na 4 področjih in sicer so bili to voditelji, starši, odločevalca sta bila 2 in sicer naš škof Zore in pa Debeljak iz Urada za mladino, magister Peter Debeljak in pa člani. Medtem voditelje, starše in člane smo še razdelili na 3 podskupine in sicer trenutne voditelje, bivše voditelje in pa potencijalne voditelje. Enako trenutne člane, bivše člane in pa potencijalne člane in so starši, pa imeli smo še eno kontrolno skupino, kjer smo v bistvu spraševali neoključeno mladino in pa nekaj intervjujev smo naredili s konkurenčnimi organizacijami, recimo gasilskim konkurenčnim, v smislu gasilci, taborniki, podeželska mladina. Kar naprej. Skupaj smo vključili 236 ljudi v to raziskavo, 100 članov, 100 voditeljev v anketo, potem pa smo izvali še okrogle mize, ker so bile namenjene temu, da se je stvar še način bolj globino, da se je postavilo kakšno dodatno vprašanje, oziroma da smo probali bolj razumeti nekaj stvari, ki so prišli ven. In pa delali smo ena na ene intervjuje, približno 1 uro dolge, kjer smo tudi izvedeli take zanimive stvari. Ok, prva stvar, zdaj rezultate bom predstavil mačkam drugače, ker sem jih prejšnjič in sicer bom šel zelo v smislu, kakšna so zdaj priporočila na podlagi te raziskave za lokalno raven. Pa če klikneš še eno naprej, če mi pokažeš graf. Kar prvo. V bistvu vse težave z vejo PP se nam začnejo že v veji IV in tukaj v bistvu vidimo, kako nam ljudje odhajajo. Torej, dobivamo ljudi, če daš naslednji stolpec, ljudi dobivamo že pri 7., 8. letu, pa ogromno ljudi dobivamo pri 9. letu, pri 10., 11. in tako naprej. In vidimo, da nekje v 13. letu, če daš še zadnji stolpec, smo prvič, smo še večkrat pozitivni, v 14. smo pa že negativni. Torej, ko so ljudje stari 14 let, v nasred vaje IV, imamo že več odhodnikov, kot prihodnikov in potem v celi vaje PP v bistvu naprej izgubljamo člane. Zanimivo je še to, ali pa mogoče žalostno, da te ljudje, ki nam odhajajo tam 12, 13, 14 let, so naši člani 3 leta ali več. Torej, to ne gre za člane, ki bi prišli pri 12, pa bi ugotovili, to pa ni za nas, ampak gre dejansko za ljudi, ki smo jih dobili, ki so bili stari 9 let, noter in potem so se odločili, ko so bili že 3-4 leta skavti, da pač mi nismo več za njih. Zakaj se to dogaja? Verjetno je več razlogov od tega, da se takrat ljudje odločajo, ali bojo trenirali fuzbal, ali bojo hodili s skavtom in tako naprej, ampak eden od pomembnejših razlogov, na katerega lahko vplivamo in na katerega so zelo opozorili starši v raziskavi, je pa ta, da se je otrokom zelo nelagodno v javnosti kazati kot skavti. Torej, v bistvu, starši so govorili stvari kot sram jih je oblačati kroj, sram ga je hoditi po cesti v kroju, noče si da trudke gor, ko ne se LMP se zavije do vrata, da se ja ne vidi, da je pri skavtih in tako naprej. Torej, dejansko v tej starosti imamo težavo z javno podobo. Zdaj, to je neka splošna raziskava, to ne pomeni, da zdaj čisto v vsakem stegu je ta težava, ampak marsikot je. In tu je v bistvu ena stvar, na katero bi to pozoril, ker se mi zdi, da v združenju preveč rečemo, ja, tako pač je, skavti smo verni, to ni popularno in zdaj pač ljudje bojo že preživeli. Naj se navadi, oni, kateri so ta pravi, so naši, ostali pa jih tek neravno. Mislim, da je to malo napačen pogled. Tukaj moramo v bistvu začeti mačkam bolj biti proaktivni. Ne smemo kar sprejeti tega dejstva, da pač skavti v eni starosti nismo cool. Naslednji slajd. In v bistvu, zdaj sama raziskava je bila sicer predvsem ciljno na vejo PP, tako da se nismo tu zelo v IV fokusirali, ampak neka priporočila bi bila, kar smo dobili predvsem od staršev,
je, da prvič treba biti zelo pozoren na člana od 13 naprej. Mi imamo ogromno čet in veliko čet je ful velikih, po 40 ljudi noter. In tukaj se ljudje kar zgubijo. In potem imamo fokus na tiste, ki so čist novi, te so stari 11, pa na vodnike, podvodnike, ki so stari 15-16. Vmes kritična starost, ko nam pa ljudje začnejo odhajati, 12, 13, 14, pa je tako. Nimajo nekih posebnih vodniških sestankov, niso deležni tudi pozornosti. Tako da ena stvar je v bistvu se pač, da v svoji četi identificirate, kateri so te potencijalni, ki bi lahko šli in z njimi mačkim bolj ciljate. Drugo, kar se pa zelo pojavlja, pa je, da v bistvu skavstva so večdnevne aktivnosti. Takrat, ko greste na zimovanje, ko greste na izhod, ko ste nekje 3-4 dni skupaj. In tisto je tam, kjer v bistvu člani uživajo. Medtem ko redna tedenska srečanja so včasih manj zanimiva, pa tudi ljudje imajo, ne vem, razne krožke, trenirajo še neki zdraven in kar neki staršev je rekla, da bi tukaj veljalo razmisliti, da smo tukaj preveč strogi glede srečanj. Velikrat je tako, da nekdo bi šel na tabor, pa ima, ne vem, sem 60% obisk, 80% in pa ljudje rečejo, zakaj ne bo šel na tabor. To je ena stvar, kar so starši, to se pač dogaja, oziroma se tako so rekli starši, in to je ena stvar, kar starši pravijo, da velja razmisliti, da se tukaj mečkam sprosti, predvsem prvo njih, ko ima še kakšne druge aktivnosti. Zdaj je, ker nekdo, ki prihaja na večdnevne stvari, kot so zimovanje, pa poletni tabor, tudi če ima čez leto mečkam slabši obisk, je dosti bolj potencijalen, da bo naprej ostajal pri skavtih. Ker te večdnevne aktivnosti so še vedno ono, ker se ne več zgodi, ker je najbolj dušno, ker se najbolj ustvarjajo prijateljske vezi in ta bo pač našne, čeprav nam v bistvu mečkam mogoče ruši sistem. To ni zdaj, to je neko priporočilo, ni zdaj, da to morate tako narediti, ampak velja razmisliti, da mogoče nismo tu vsaj unika, imate zelo stroge te sisteme prisotnosti, da znate komu pogledati tudi čez prste. Je kakšen komentar? Super. Ok, pa naslednja zadeva, ki bi jo rekel, je v bistvu VIPP, in sicer sam družbeni učinek v VIPP. Tukaj vidimo eno vprašanje, kjer so mogli ljudje v anketi označiti, koliko se strinjajo s spodnjimi temi. In ena odstavitev je bila tudi, naprimer, biti vključen v okolje, kjer živim prek prostovoljstva ali družbeno odgovornih projektov. Torej, ljudje so označili, koliko se strinjajo s tem, da je skavti omogočamo, da so del prostovoljnih projektov. Vidimo, da v primerjavi z ostalimi zelo malo, še manj pa jim omogočamo možnost za aktivno reševanje svetovnih problemov, kot je naprimer revščina ali pa okolje. Torej, dve stvari, ker mi zelo radi rečemo, mi smo tukaj ful dobri, mi pa res skrbimo za okolje. Naši člani tu vidijo v najmanjši meri od vseh ostalih, v primerjavi z vsemi ostalimi možnostmi. Še bolj zanimivo je pa to, da je bilo potem naslednje vprašanje, koliko si zadovoljen s temi istimi odgovori in so v bistvu oni s tem zelo zadovoljni. Torej, naši klanovci v bistvu ne vidijo skavte kot neko platformo, ki jim omogoča, da odgovarjajo, da so vključeni v lokalno okolje, da odgovarjajo na neke lokalne potrebe ali pa rešujejo neke probleme in so v bistvu s tem dosti zadovoljni. Ker recimo, da mi kot v Bobu vidimo kot problem. Naslednja sporočila, oziroma eno izmed glavnih sporočil, ki smo jih dobili v teh intervjujih pa anketah, je bilo, da vzajemamo preveč časa. To je v bistvu največji problem, kar je mogoče dobro razlogov, ker se pogleda, naprimer, nihče ni rekel, da imamo ful za naš program, pa ful beden, vsi so rekli, da pač samo vzajemamo preveč časa. Ampak je pa ta problem res značilen. Tako trenutni člani, bivši, potencijalni, vsi so se bojijo tega časa. Člani so veliko izpostavili, da bi si želeli program, kjer bi bila bolj aktivna srečanja. Torej srečanja, kjer bi bila neka praktične, življenjsko uporabne veščine, konkretna, kot naprimer javni nastop, improliga, plezanja in tako naprej. Medtem, ko bivši člani so pa izpostavili, da v bistvu so šli zaradi tega, ker je imela VIPP včasih pač ni imela smisla. Da je bila neka aktivnost ali pa neko srečanje sem zaradi tega, da je pač bilo. Da ni bilo povezano v neko celoto, da ni bilo enega tazga namena. Medtem, ko potencijalni člani se pač bojijo, bi želeli skavte probati, preden bi prišli noter, preden bi se nam pridružili in pa bojijo se, imajo razne vprašanja, bojo sprejeti, znajo dosti molt, se res želijo pač kreniti po 17, ker je to neka taka prispodoba. In pa veliko potencijalnih članov nam očita, da smo skavti premalo aktivni v župniji.
Mi skauti imamo tukaj močno to predispozicijo, da smo katoliški, da smo za nekoga, kaj je sicer hodil v roku, ampak ni sam čist 1000% veren, smo mi preveč katoliški, pa šel rajši tabornikom. In tisti, kateri bi se pa priključili k nam, so pa oni, ki so v bistvu v tej starosti, torej 17, 18, 19, so pa oni, ki so v bistvu res verni, ker res nekaj delajo v župniji in v bistvu nas pogrešajo v tej župniji. Ker veliko se zgodi, da en skautski stek pokriva širše območje in tako naprej in pa mogoče tudi ni toliko veliko skautov, točno iz določene župnije, pač razlogi so različni. Glede samih priporočil, bi najprej rekel, da se mi zdi pomembno, da identificiramo, kje v bistvu se nahaja vaš klan. A je tu en klan, ki ima od 0 do 5 članov, oziroma tak majhen klan. Ker če imate vi majhen klan, bi rekel, da v bistvu prva stvar, na katero morate misliti, je to, da je v klanu mora biti fajn. Če imate samo 5 klanovcev, na dolgi rok, po neki statistiki pomeni, da bo to šla mogoče 2-3 voditve in v bistvu niste vzdrženi s tem. Vaš stek nima prihodnosti, oziroma ima zelo veliko tveganje, da bo propadel. In ne samo, da mora biti v tem primeru prioriteta vašega klana, ampak tudi celotnega stega mora biti v bistvu članska rast. Če hočemo zagotoviti, in mi kot skauti in kot združenje verjamemo, da naš program dela, verjetno zaradi tega hočemo zagotoviti program po celi piramidi, od povrčkov do klana, pomeni, da rabimo 5 vej, pomeni, da rabimo 12 do 15 voditelov v svoju in z 5 klanovcev jih ne boste dobili. Ugotavljamo, da v bistvu je v takih klanih zelo pogosto klanovce sram na srečanje povabiti svoje prijatelje. In tukaj, torej, mogoče zakaj rečem, da mora biti najprej v klanu fajn? Ker če ne bo v klanu fajn, ne bo noben hodil. In če ne bo noben hodil, pa nikogar nimamo za vzgajati. Noben ga nimamo, ki bo vodil naprej s tem. In to velja tudi za vse naslednje stopnje, da pač vedno morate imeti v mislih, da pač mora biti lušno, vse to je čisto logično. In najboljša metrika, kako veste, da je v klanu lušno, je to, da pač vaši klanovce ni sram povabiti svoje prijatelje na srečanje ali pa na neko skautsko aktivnost. Če vam klanovci začnejo govoriti stvari, kot so, pa moji prijatelji so čist, drugačni, oni ne razumejo, sram jih je, za nič program ne. Samo noče vam tega povedati v obraz, ne. In nekaj morate spremeniti, ne. Pač mislim, pa mi vas povem, ker oni vam mogoče nočejo. Ampak to je res, ne. Ker, pogledajte, sociološko gledano, v srednji šoli imajo ljudje največ prijateljev, ki si gradijo svojo socialno mrežo. Takrat so najbolj komunikativni, hodijo na žure, spoznavajo ljudi iz nule in tako naprej. Pomeni, da verjetno ima en vaš klanovc, 500 ali pa Julija prijatelj na Facebooku. In če ne more pomisliti na niti enega, ali pa na kakšnem drugem socialnem mrežu, in če ne more pomisliti na niti enega, ki bi ga povabil od teh 500 pa Julija ljudi na vaše srečanje, pa imate res vredno srečanje. Ker na tako maso že statistično gledano bi mogel en scenarij tak primer. In pomeni, da morate nekaj spremeniti na samem programu, karkoli že delati. In v bistvu v tem času bi vam jaz svetoval, da sploh ignorirate vse neke ostale stvari. V bistvu, če je stek v tem položaju, ko ima tukaj slabo prihodnost za naprej, si mora najprej zagotoviti, da bo imel vsaj nekih 10 klanovcev, neko stabilno prihodnost za delovanje in v bistvu bi jaz tukaj rekel, da se sploh ne rabite nekaj obremenjevati, ne vem kakšnimi drugimi strmi, ampak se fokusirajte na to, da najprej zgradite močen klan, ki bo potem podlaga za naslednjo generacijo in za stek, da bo naprej rastel. Naslednja stopnja klanov je nekje med 5 in 10 članov. Tukaj lahko začnemo govoriti o malo bolj konkretnem programu, glede na tiste pritožbe. In tukaj bi rekel, da v bistvu ena stvar, ki je koncept tedenskih srečanj. Ta koncept tedenskih srečanj bi malo postavil pod vprašanje. Predvsem v smislu tega, da mora biti vsak teden srečanje, v sredo od 8 do 10. Dajmo biti tukaj malo bolj fleksibilni. Mogoče tudi klanovci hoče imeti več nekih aktivnosti, več dnevnih aktivnosti, pa tudi na sam program bi lahko začeli gledati malo bolj v smislu, imamo nek projekt, se mogoče zdaj dobite malo po skupinah, pa tako malo ne treba to sprostiti. Klanovci ne rabijo več tiste rutine, da zdaj pa moramo priti na srečanje, mora biti srečanje v formu, pomeni na začetku zmoramo, potem je neka kateheza, pa se nekaj pogovarjamo in smo v skladski sobi, ne tega delati. To res veliko ljudi se na tem pritožuje. Hoče neke konkretne stvari. Iz tega smisla ni problema, če ga rečete, naslednji teden boste imeli pa sami srečanje, ali pa zdaj delamo ta projekt, imamo 4 projektne skupine, vsaka projektna skupina naj se dobi, kakor hoče, in pač naslednji teden ni srečanje, lahko se pa dobite v tem terminu, če hočete,
Torej, nočem rušiti tega termina, ker vem, da je termin ful pomemben, ker se ljudje navadijo, vedajo vsak petek termin in hodijo na ta srečanja, ampak dajmo majčkeno drugače začeti razmišljati o samih srečanjih, predvsem teh med letom. Načeloma te stvari, ki so vikendi, jesenovanje, zimovanje, ful dobro delajo, ampak ta srečanja med letom znajo biti majčkeno moreče. Tako da ja, če ste tukaj nekje, pač v bistvu gledamo na ta tedenska srečanja in pa tista metrika, ki jo spremljate, je udeležba na večdnevnih aktivnostih. Torej, tudi če en klavec vam za en mesec zgine, ampak pride na poletni tabor, podobno, ko sem rekel parive, pride na zimovanje, pride na jesenovanje, je načeloma vaš. Ker na tej aktivnosti, ki je večdnevna, ki greste skupaj, ki hodite, to je ona aktivnost, ker vi lahko z njim delate, ker lahko njega vzgajate, ker mu lahko nekaj predajate. In ta v bistvu udeležba na večdnevnih aktivnostih je bolj pomembna številka od udeležbe na rednih tedenskih srečanjih. Če vam nekdo redno hodi na zimovanje, pa na tabore, pa vmes malo manjka, ne vem, mogoče ima doma kmetijo, mogoče dela, ne vem, pa študente, karkoli, je verjetno bolj vaš, kar ne ljubka pride na srečanje, ne gre pa na poletni tabor. Tako da bom rekel, da ta številka je bolj pomembna. Če imate pa klan, ki je večji na 10 članov, potem pa nujno morate začeti delati nekaj dobrega za svoj kraj. Zdaj imate pa dosti velik klan, pač zrastli ste, veliko vas je, verjetno ste fajn skupina in pač zdaj je treba to aktivno državljanstvo dati v prakso. Torej, priporočilo za tiste klane, ki ste nad 10, je, da dajte delati neke resne, družbeno odgovorne projekte. Naj se v župniji vidi, da ste tam skauti, naj se v lokalni skupini pozna. Teh projektov se ful manjka in zaradi tega ljudje rečejo, ja, ni imelo smisla, aktivnosti so bile zaradi aktivnosti, nismo vedeli, kaj ne sami sabljo. Ker ne morete v taki skupini, ko so ljudje že praktično odrasli, vi ne morete kar nadgrajevati v fajn, pa bolj fajn, pa bolj fajn, pa noro fajn, pa ful dobro fajn, pa ne vem kje. Pač neha se. To lahko stopnjujemo samo do določene mere. In v bistvu, ko smo sprašvali, v celotni anketi smo sprašvali tudi ljudi, zakaj se pridružujejo neki drugi organizaciji. In naprimer, ko je nekdo star 10 let, se druge organizacije pridruži zaradi staršev pa zaradi prijateljev. Ko je nekdo star 17 ali 18 let, se v ful večji meri neki druge organizaciji pridruži zaradi nekega poslanstva pa nekega namena, ki ga ta organizacija dosega. In iz tega vidika tudi rečem, da morajo uniklani, ko so močni, delati nekaj dobrega. Ker tu prevlač ljudi. Pač, ko si star 14, je mogoče prevlač, da boš šel, ne vem, na ful dobro probo preživetje, če si fant, pa v neko blato, ko si star 18, pa gledaš na svoje vrednote, gledaš, kaj boš delal, itak so ti tudi, ne vem, lepe punce ali pa nekaj, ampak ta v bistvu neka komponenta je ful pomembna. Da ponovim, mačkam takole čez prst za PP, tedenska srečanja je bila ena zadeva, ki bi reč enkrat podaril. Naslednja stvar, ki so jo starši rekli, je bila vabljenje tistih, ki so nehali v VIV. Eni klani to počnete, eni klani tega ne počnejo. Ampak veliko staršev je rekli, ja, takrat mu ni bilo super, on je hodil, jaz sem bila ful vesela, recimo mama se rekla, jaz sem bila ful vesela, on je hodil, tukaj je bilo fajn, pa njemu ni bilo v redu, pa je mislil, da bo fuzbol treniral. Pa je pa star 16, pa nehal trenirati fuzbol, pač ni prišel, ne vem, naprej v B ekipo ali karkoli, zdaj nima pa nič. Če bi ga vsaj en poklical od skauta, bi mogoče šel nazaj, pa ga noben ne pokliče. In to je prav par mam rekli, tako da ena čisto konkretna ideja, če nimate dosti velikega klana, povabite tiste, ki ste jih imeli prezidnikih, pa so nekaj hodili. En delež od njih bi mogoče prišel nazaj. Naslednja stvar, splošna za vse, opis članov čez celo leto. Klanovcev ne bomo mogli dobiti, več bo potem verjetno Pavla Ana na naslednji delavnici, ampak klanovcev ne bomo mogli dobiti z enim plakatom, pa reči, začetek leta, pridete, ljudje, pride adijo. Tu so ljudje stari 18, 17, 16 let, hoče probati, dajte jim možnost, da grejo z vami na jesenovanje, čeprav pa mogoče ne bojo postali skauti, da so zanje en vikend, da vidijo konkretno akcijo, da probajo, kaj to pomeni biti skaut v praksi. Tudi če to pomeni, da nekoga vključite šele na februarja na zimovanju. Ali pa ne vem, je ful zainteresiran, pa gre z vami na poletni tabor. Predvsem, če ste majhen klan. Drugo je, če ste vi klan 12-15 ljudi, imate dost, pa delate na neki stvari. Ampak če imate 5 ljudi, nimate kaj razmišljati. Če pridete jaz zainteresiran Maja, ga pa Maja vzemete, ga boste naslednji let prijavili noter. Ker pač rabite nove voditve. In pa zadnja stvar, ki je sicer bolj problem na državni ravni, je sama komunikacija s PP voditli.
Okay. Tukaj na tem grafu vidimo število stegov, tle gor, ker lansko leto niso imeli niti enega predstavnika v EPP na nobenem dogodku. To je